iz knjižnice Brežice, prostora srečevanj in druženj. Nahajamo se na strokovnem oddelku knjižnice, kjer je na ogled postavljena prva letošnja gostujoča razstava z naslovom Naborništvo v teritorialni obrambi in Slovenski vojski 1992-2003. Avtor razstave je domačin Mitja Teropšič, upokojeni polkovnik Slovenske vojske, vsebina pa je nastala v sodelovanju s teritorialnim polkom 72. brigade Slovenske vojske. Raznolika in tudi domoznanska vsebina bo članov ter uporabnikom knjižnice na voljo do vključno 5. marca 2024 v odpiralnem času knjižnice. Prijazno vabljeni k ogledu razstave. Razstava fotografij z naslovom Naborništvo v teritorialni obrambi in Slovenski vojski 1992-2003 je nastala ob 20. obletnici končanja obveznega služenja vojaškega roka in posledično ukinitve naborniškega sistema popolnjevanja Slovenske vojske v letu 2004. Na primeru delovanja pehotnega bataljona iz vojašnice Novo mesto je prikazan razvoj mlade Slovenske vojske, v katerem je v 11 letih delovanja vojaški rok služilo skoraj 8000 vojakov nabornikov. Takrat, v enem od najkrajših vojaških rokov na svetu, je bilo treba nabornike seznaniti z delovanjem in ustrojem znotraj nastajajoče vojske ter jim predstaviti način življenja v inštituciji, v kateri so zanje veljala nova pravila in načela odgovornosti, ter jih usposobiti za različne vojaške dolžnosti in naloge v miru in v vojni. Kakšen je bil pristop k pripravi razstave in kataloga? Osnovna želja in namen sta bila prikazati začetno obdobje razvoja Slovenske vojske z delovanjem bataljona pri zahtevnih vsebinskih sklopih usposabljanja in urjenja z nevarnimi bojnimi streljanji, z različnimi vrstami osebnega ter skupinskega orožja in tudi posebnosti življenja vojakov v terenskih razmerah, usposabljanja in v vojašnici. Veliko fotografij, ki so bile zbrane in dostopne, je omogočilo dober tematski izbor ter smiseln celovit prikaz tematike. Je pa izbor fotografij osebni pogled avtorja razstave, s katerim sem želel izluščiti zanimive dogodke in vsebine ter skozi zgodbe poudariti tisto, kar je pomembno kot celota. Razstava in katalog sta razdeljena na 15 vsebinskih sklopov. Na razstavnih panojih, ki so dvostranski in premični, so po sklopih prikazane pomembnejše fotografije. Te se s svojo veliko izpovednostjo in podnapisi ter komentarji pripovedujejo kratke zgodbe o naborništvu v bataljonu. Naj navedem le nekatere naslove. Vojašnica Novo mesto, matična vojašnica bataljona, sprejem nabornikov in prve vojaške naloge, slovesne prisege kot družbeno pomembni dogodki, posebna in specialistična usposabljanja, športni dnevi v bataljonu, v vlogah častnih enot in tako naprej. Katalog je bogatejši zaradi večjega števila fotografij, ki prikazujejo in dopolnjujejo zgodbe ter še bolj pojasnijo vsebine iz življenja in usposabljanja vojakov med obveznim služenjem vojaškega roka. Posebna vrednost kataloga so zbrana pričevanja nekdanjih starešin, ki iz najrazličnejših zornih kotov razgrinjajo bistvo takratnega življenja vojakov, pa tudi starešin, in dopolnjujejo razstavo ter njeno razumevanje. Za usposabljanje prvih generacij vojakov nabornikov v teritorialni obrambi je nastala in se tudi razvijala nova vojaška obrt, ki je predvsem od poklicnih starešin zahtevala popolno predanost poklicu. Poudariti je treba, da so naborniki prebivali v vojašnicah 7 oziroma 6 mesecev, če so jim vojaški rok skrajšali, in je ta postala njihov začasni dom. To pa je pomenilo stalno prisotnost starešin, dobro organizirano življenja, dela in usposabljanja. Naborniki so na terenskih usposabljanjih živeli v skromnih razmerah, brez napihljivih in ogrevalnih šotorov, velikokrat le v šotorih iz šotorskih krip. Nepremičnine in večina opreme s transportnim voznim parkom so bile zapuščina Jugoslovanske ljudske armade in vozila so bila v povprečju stara več kot 30 let. Moja tiha in skromna želja kot avtorja in nekdanjega poveljnika bataljona je tudi,
da z razstavo in razstavnim katalogom, v katerem je več kot 400 fotografij s podnapisi in komentarji, predstavi vrednost naborništva za družbo takrat in mogoče tudi za prihodnost, predvsem zaradi njene odpornosti, če bi prišlo do vojaškega ogrožanja. Naslov razstave bi se lahko glasil tudi naborništvo, preteklost ali prihodnost Slovenske vojske, ali še bolje kot aktualno vprašanje, nostalgična želja ali nujna perspektiva popolnjevanja Slovenske vojske v miru in v vojni. V razgovoru z nekdanjimi sodelavci in nekdanjimi naborniki sem zaznal prepričanje, da bo naborništvo ponovno, slej ko prej, nujno za popolnitev Slovenske vojske. Naj bo razstava ogledalo in tudi razmislek vsem, ki jim je mar za varnost domovine danes in predvsem v prihodnje. Razstava in katalog sta posvečena vsem poklicnim starešinam in zaposlenim, ki so s strokovnostjo in vojaškim znanjem usposabljali ter usposobili tisoče slovenskih fantov in vsem vojakom nabornikom, ki so svoj dragoceni čas namenili domovini ter častno odslužili vojaški rok.